Dolgo in težko pričakovani Citroenov zastavonoša je prišel oziroma se je vrnil na slovenske ceste. Novi C5X združuje limuzino, karavana in za nameček še nekaj SUV-ja. Na naši prvi vožnji, bilo je spomladi v Franciji, smo ugotovili, da je to točno tisto, kar od Citroena zahtevate. Torej, nekakšen občutek domačega naslanjača oziroma vrhunskega udobja, pravega Citroenovega udobja. Končno pa bodo rekli tudi vsi tisti, ki so se počutili zapostavljene, ko je Citroen se odločil, da bo svojo paradno limuzino zamenjal s SUV-jem. Namreč niso vsi za SUV-je. In zdaj, ko delamo prve kilometre tukaj po francoskem podeželju, po okolici Pariza, lahko povem tiste besede, ki jih vsi ti zapostavljeni kupci zagotovo želijo slišati. Namreč C5X je v resnici bolj C5 kot pa X, kot Cross. To je klasični Citroenov veliki potovalnik, se pravi avto, ki omogoča udobne dolge razdalje po kakršnikoli podlagi. In to je nekaj, kar je Citroen skozi svojo zgodovino ves čas ponujal. To udobje je bilo tudi po zaslugi posebnega vzmetenja za Citroen vedno značilno. Tako smo šli spoznavati, kaj je udobje tudi Citroenov konzervatorij. In zgodbo, pravzaprav nekaj izjemno zanimivih zgodb od tam, vam ponudimo na koncu tega videa. Še prej pa povprašajmo, zakaj bo C5X vračal slovenske stranke k Citroenu. C5X je nekako po 5 letih, odkar je odšel s prodaje C5, nekako prvi model znamke, ki ga lahko označimo za paradni model. Če se vrnem mogoče malo v zgodovino, Citroen je že od samega začetka znan po udobju. Tukaj imamo vozila CX, XM, potem Xantia, BX. Tako da v prvi vrsti bi poudaril, da so to kupci, ki iščejo udobje, potem so tukaj kupci, ki iščejo prostornost, saj ima vozilo kar 545-litrski prtljažnik. Najbolj pogost, po mojem mnenju, bojo, rečemo, poslovni uporabniki, hkrati pa, ker ta avto nekako naglasuje tudi prostornost, pa menim, da se bo našel tudi kakšen kupec, ki bo z novim C5X popeljal tudi svojo družino. Pri Citroenu pričakujejo, da se bodo slovenski vozniki v največji meri odločali za klasične bencinske pogone. Eden od 6 prodanih avtomobilov pa naj bi bil priključni hibrid. Hibridna izvedenka je tista, ki ima, se pravi, aktivno vzmetenje Citroen, se pravi najboljše vzmetenje, s katerim lahko res izkusimo tisto ultimativno udobje. Zdaj pa najboljše. Vas, naše cenjene gledalce, vabimo na testiranje avtocestne vožnje s to ultra udobno potovalno limuzino. Obiščite spletni portal MMC, torej rtvslo.si in tam preprosto oddajte svojo prijavo s spletnim obrazcem. No, po prijavi pa vas vabimo, da še malo ostanete z nami in obiščete zakladnico zgodb. Citroenov konzervatorij.